fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli, in vedno znova srečujem umetnike ali pa strastne ustvarjalce, ki res sledijo tistemu, kar nosijo v sebi in čutijo, da morajo dati v svetu. In zanimivo je, da so tile ustvarjalci vedno mlajši in mlajši tudi med nami. To pomeni, da svet nekako sprejema vedno bolj to iti za svojim srcem in delati to, kar te veseli. Nekako se generacijski premik dogaja. Zdaj pa povabim mojo gostjo, zelo jo občudujem, zaradi tega, ker je pravzaprav trenutno edina na tem svojem področju, pravkar je izdala tudi svoj prvi album. Več o tem bova govorili, zato te povabim zdaj v najin Fajn studio, Masaja, dobrodošla. Čau, najlepša hvala, Maja, za povabilo, res je lepo biti tukaj na Fajn podcastu. Ti se javljaš tudi iz svojega studija, ravno prej sem te vprašala, kaj so te črne škatle okoli tebe, ker očitno se tudi tukaj časi spreminjajo. Ja, to so v bistvu izolacijski paneli, ki sem jih naredila sama z enim dobrim prijateljem in v bistvu tonskim mojstrom Alen Fekonja, če kdo pozna, ki posluša. To sem se lotila v bistvu leta 2019 delati ta svoj studio. To je bila moja otroška soba, kjer sem odraščala v Hrvatinih. V bistvu se tle nahajamo in v tej sobici sem v bistvu jaz odraščala in potem sem si naredila svoj studio. Se mi zdi, da je pravilno, da energija ostane na tem placu. To je zanimivo, ker dostikrat pa ravno v mladosti želimo zbežati od tam, kjer smo odraščali, ali pa iščemo neke nove prostore, inspiracije, kraje. Ti pa si začutila to svojo sobico kot neko to gnezdice, ustvarjalnosti verjetno, in si rekla, dajmo kar tu narediti. Ne? Ja, veš kaj, v bistvu zdaj sem se preselila svojo partnerko v vseh zločinih, pa tudi v poslu. In mojo krasno ženo, bodočo. S Tijo sem se preselila v Ljubljano, Tijo Krašovec, kjer zdaj večinoma sem na Viču, ampak mi je dobro, tudi ko nisem še živela v Ljubljani, ko sem tukaj živela, dobesedno spala na tej postelji in delala ta album, ki je sedaj šel. V bistvu hotela sem sama svoje sanje uresničiti s to dodatno manifestacijo, da v bistvu kraj, kjer se je vse začelo od pisanja in risanja, da je zdaj v bistvu my workspace. Mi pa se voziti iz Ljubljane nazaj dol na obalo čez vikende, ko zdaj še ni začela turneja, zato da sem imela to distanco. Ta feeling vožnje v tako rekoč kraj, kjer delaš, vse zadnje, ne. Tako da mi je pasala ta enourna vožnja, da sem malo zbistrila glavo in potem sem prišla v sest. Predtem pa je bilo tako, veš, delaš in spiš v istem placu, to zna biti malo kontraproduktivno, ampak išlo se je točno tako, kot se je rabilo. No, vse na koncu je bilo vseeno bolj produktivno, da je izšel ta tvoj album, ki se imenuje Zavedno. In ta zavedno beseda ima poseben pomen, v bistvu z razlogom si dala to ime, Zavedno. Tako je. V bistvu zavedno, če govorimo o nečem, kar je večno, se napiše s presledkom, nekaj, kar pa se zavedaš zavedno, pa je v bistvu skupaj napisano. In želela sem si to besedo napisati skupaj, ker s tem v bistvu uresničimo to dvopomenskost naslova, zaradi tega, ker se zavedno zavedam določenih stvari, ki so me izoblikovale, zakaj sem tukaj, zakaj imam studio točno v tej sobici in je to neka oblika tega, da uresničujem svoje sanje in da se zavedam vseh dobrih, vseh slabih stvari zavedno in da bo večno potem ta muzika tudi ostala še dolgo po našem obstoju. Kaj je v bistvu, kaj je najbolj oblikovalo Masaja, takšno kot je danes? Evo, jaz bi rekla, da lih ta želja potem, da ustvarim iz sebe in iz kraja, kjer sem odraščala, to, kar sem si vedno želela. Rekla bi, da je točno to, da sledim svojim sanjam od malega in ta bojevitost. Tukaj nad mano je obešen ščit, ki je v bistvu razlog, da sem Masaja poimenovana. Evo, to je razlog.
da sem jaz Masaja, ta bojevitost, s tem sem se v bistvu igrala, ko sem bila majhna. To je ta ščit, o katerem govorim, ko sem rekla, da je tata to prinesel iz potovanj, od Masajev pa tako. Tvoj prvi komad, v bistvu, s katerim si šla ven, se imenuje Pusto in v njem govoriš, v njem se zelo izražaš. No? Izražaš ta svoj terapevtskost pisanja glasbe in tega, kako je tebi pravzaprav to pisanje in dajanje sebe skozi glasbo pomagalo preživeti neke stvari, ki jih mogoče kot otrok ne moremo zares razumeti, procesirati in potem najdemo ali pa ne najdemo pot. Ti si jo našla. Govori o tem, pa tudi sam videospot je narejen o tem, kako je moj tata me snemal s to njegovo staro VHS kamero na kasete in tudi mi smo potem spot snemali s to kamero na kasete. Pusto je začetek celotne moje artistične kariere in tudi začela sem jo še vedno z isto snemalno ekipo Peti kader. Torej, snemala sem s svojim režiserjem Luko Jorinčičem, prijateljem iz otroštva, še iz osnovne šole, par kilometrov od tukaj, kjer zdaj sedim, in snemalcem Domnom Lušinom. Takrat smo začeli v bistvu celotno to ustvarjalno pot in tudi komad je nastajal tako, da sem in sedela doma po kakšnem kregu, začela pisati s to liriko, so zapadla je na list. Ampak nič kaj takega, to so te najstniške emocije, veš, ko je 10-krat huje. In sedela sem tako zunaj v kakšnem baru in pisala in dobivala kakšne poglede od mimoidočih ljudi v stilu, kao, le to malo, ki ne piše, kao, ne. In to mi je bila vedno inspiracija, ne rabijo vsi razumeti, zakaj to delam, samo jaz to rabim razumeti. In če se najde nekdo, ki se tukaj noter najde in mu to pomaga, je to. To je to, kar sem si jaz tudi želela, biti neka oseba, ki sem jo jaz potrebovala, ko sem bila jaz v teh letih in še mlajših. No. V bistvu to je bila ta glavna inspiracija in zakaj Pusto, pa je res, no, zato ker življenje brez tega bi bilo pusto. Življenje brez tega studia tukaj bi bilo pusto, ne bi zavedno obstajal in moje srce bi bilo prazno zagotovo. Si kdaj pomislila, čeprav zdaj ti si relativno mlada, stara si 21 let, če to ne bi ratalo, kaj bi bila tvoja alternativa? Obstaja tvoja alternativa? Mislim, nikoli nisem razmišljala na nek tak alternativen kao plan B način, ker nikoli nisem muzike delala iz vidika succesa, ampak sem ga delala iz vidika ljubezni do tega in sem vedela, da se bo to en dan prelilo v to, da bom to delala zavedno. Zavedno. Zavedno sem se že takrat zavedala, evo. Nikoli nisem imela nekega plana B, je pa res, da sem šla na računalniško srednjo šolo, ker sem hotela delati nekaj v stilu z računalniki, ne lih recording, kar zdaj delam sama in vse pesmi tudi sama snemam. Ampak bolj ko ne, sem hotela videti programiranje po spletne strani pa te zadeve, tako da sem bila 5 let na srednji tehniški šoli v Kopru, kjer sem študirala, hodila na računalništvo. To tudi potem končala z odliko, ampak nisem nadaljevala te poti, ker me je preprosto preveč v kalup spravilo, pa tudi to pisarniško delo in sedeti cel dan za 4 stenami brez kreative je ful tako. Meni deproduktivno, pa tudi tako iskati napake. Vedno v računalništvu rabiš iskati napake, basically. Jaz naredim kodo in pol iščem, kaj je narobe v tej kodi. Se ne fokusiram na nekaj, kar je lepo, ne? In meni to pač nikoli ni dišalo, pol, ko sem pogruntala, da je dejstvo to, da rabiš iskati napake, ne? In popravljati to, kar je že narejeno. Tako da sem se odločila, da se kar distanciram od tega. Ampak je zanimivo, da si vseeno razmišljala, kaj bi lahko še zraven se naučila, da bi mi mogoče vseeno prišlo prav. Se ti zdi, da to, ta miselni drive nove generacije, se pravi, imajo tega malonega in potem se nekje najdem? Kakšne imaš izkušnje recimo s svojimi sovrstniki? Bi rekla, da ti ful izstopaš s tem, da veš, muziko bom delala no matter what? Ker recimo včasih v moji generaciji, naprimer jaz sem 15 let starejša od tebe, milenici, in se mi zdi, da vseeno še vedno ful mojih sovrstnikov je nekako šlo za tem vzorcem, moram vseeno si najti službo, služba je neka ziher stvar, no tudi če zatajim svoje srce, važno, da jaz imam službo, tišo otroke pa psa. Ja, to je, se mi zdi, da rabi biti prisotno v veliki procentuaži
v kjerikoli generaciji smo, ker če ne, pač bi ekonomija propadla. Ampak bi pa rekla, da je danes vse dosti bolj dostopno. Tudi če se odločiš pač zaštartati bodi si karkoli, da si malo bolj tak samostojni podjetnik pa entrepreneur, da imaš to žilico. No, se zadnja muzika ni daleč stran od tega, bi rekla, ampak zdaj bi se rada fokusirala na več spektrov, če poslušam mladina, ne samo na glasbo. Bi rekla, da so odgovori dosti bolj na voljo, ne. Generacije pred nami so rabili dosti več stopnic in pogruntavščin sami dobiti in ugotoviti, danes pa je to par klikov stran. Danes je digitalna distribucija en klik stran in tisti, ki tega ne pogrunta, pač jaz osebno to vidim tako, da si ni vzel 5 minut na YouTubeu. Ne samo za muziko, res za vse. Je pa tudi dejstvo, da verjetno bi rekla, da res nisem našla tega s svojimi sovrstniki, na vse zadnje sem probala, pa potem tudi s prijatelji sem probala, da bi kdo bil tle z mano v tem studiu, da bi nekdo bil tisti, ki bo snemal moje vokale, ampak pa časoma ugotoviš, da včasih je boljše sam, bodi si zaradi tega, ker si malo preveč perfekcionist ali pa ne vem, pač so različne zadeve, ki te lahko pripeljajo do te točke, da se osamosvojiš pa da se distanciraš. Pri meni bi pač rekla, da je bilo življenje tako, da se nisem našla svojimi vrstniki tam, ne zaradi kariere ali pa zaradi hobijev, ker takrat so bili to le hobiji, skromni. Bi rekla, da je to bolj zaradi življenjskih izkušenj in smrti in določenih stvari, ki te spremenijo, da raje rabiš hitreje odrasti. Ker če ostaneš tam mentalno, pol bi sama sebi naredila tako luknjo, iz katere ven se ne bi videla. Tako da bi rekla, da je to tisti razlog, da sem jaz se toliko bolj vrgla v to, da sem tle sama, da sem samotar, da se noben ne tika tega, kar jaz delam, zaradi tega, ker tudi nisem mogla tega niti obrazložiti svojim sovrstnikom in sošolcem v tistem obdobju, leta 2019. Ko sem se rabila nazaj vrniti v šolsko klop, v bistvu z brazgotinami in z odprtimi ranami, in to je bila samo še dodatna sol, ki se je gor posipala, ko sem pogruntala, da v bistvu noben tega ne razume, zato ker niti ne želim, da bi si, nobenemu ne želim tega, da razume. Kaj bi ti rekla, da v tem najtežjem delu tvojega življenja, kaj pa je bilo tisto, kar te je potegnilo čez? Se pravi, ker marsikdo ne zmore, marsikdo v tem trenutku pade in se ne more več pobrati. Kaj je tisto, kar je tebe drivalo, da si zmogla iti preko in da si danes tu in da imaš izdan album in da te čaka ogromen koncert? Jaz bi rekla, da prva stvar poslušalci in koncerti. To je na prvem mestu. Ker brez tega, da se je vsak vikend mi zgodil ta feeling, da res nekdo obstaja na tem svetu, ki te razume, brez tega ne bi, po moje. Tako da zagotovo so koncerti glavni razlog. Pol pa ta drugi razlog bi rekla, da je tu še ljubezen, ki te motivira, da si boljša verzija samega sebe. Večkrat sem se na novo zaljubila v tem obdobju, zdaj pa se mi zdi, da sem se konkretno prvič v življenju tako. In to te zmotivira, da postaneš boljši, da narediš nek prestop tudi sam pri sebi in da si rečeš ok, naprimer, evo, že to, kar do zdaj sem, je prepričala to osebo, da se je vame zaljubila, zdaj pa hočem še dodatno dati neko vrednost in nek value, zato ker se ljudje hitro naveličamo in rabiš biti boljši in boljši tudi kot človek, zaradi tega, da obdržiš ljudi, ki te imajo radi. To si lepo povedala, v bistvu mi gre kurje koža, kaj ćemo mi šteti. Meni pa so zamoci, stari. Vsake toliko, kdaj kaj rečem, ki sem joj, vse res, stari. Koncerti in ljubezen, to je to. To, ko si tudi omenila zdaj pač ljubezenskijo, ampak ne gre samo za to, gre tudi za to, da imaš še te prijatelje, ki snemate skupaj, se pravi, gre za neke vrste drugo družino, ne? Se pravi, ni samo tista prva družina, ki je, v katero smo rojeni, hočeš, nočeš, ampak obstaja še ena druga družina, ne? In se mi zdi nekaj največji blessing, da najdeš to družino in ti si jo. Majke mi.
majke mi, ker v bistvu jaz sem kot reperka in dobro, ajde, pevka, reperka, ne, ustvarjalka, kot glasbenica sem sama. Na odru sem sama, imam DJ-ja s sabo, ampak plesalce tudi zdaj, ampak veš, v procesu ustvarjanja pa sem sama poleg producenta, ne. Ampak niti takrat se ni nujno, da zgodi to, kar delam s Hughjem, da sediva pa ustvarjava skupaj. Marsikdaj je tudi tako, da sem sama, resnično sama in se zgodi kakšen milestone in sem sama pri sebi, vsaka čast, veš, ker nimam tega partnerja, dokler nisem spoznala Tije in dokler nisem razumela, da je v bistvu moj band je Peti Kader in Tija in v bistvu ta ekipa, ne. Producenti, to je moja ekipa, to je moja familija, ki se je sama našla. Na vse zadnje je moj brat tudi na vseh snemalnih setih in mi pomaga in bi rekla, da je to familija, ki te najde, no. Ki ni nujno, da ti je bila dana, ampak to je moj band. In to je familija, s katero lahko delim to srečo in te uspehe in milestone, neke nove cilje postaviti in iz vsakega videa gremo v naslednjega, iz vsakega velikega koncerta, kot bo zdaj v Kinu Šiški, se vsi skupaj zjočemo in nazdravimo in to je nekaj, kar te žene naprej, valjda. To je v bistvu tudi ta varnost, ne? Ker na nek način danes se mi zdi, da ustvarjalci vseeno rabimo neko varnost, da lahko ti ustvarjaš, moraš vedeti, da nekje nekdo skrbi. Vsaj za tisto Mijo, no, ki je Mija samo njim, no, veš. To, da zdaj so me videli po izidu albuma, veš, pa sem si spustila lase zdaj na hitro pred Kino Šiško, preden si naredim nove, ampak sem čisto razbremenjena in prav mi je Luka rekel, pred 2 dnevi sva ostala budna do 3 zjutraj in sva pogovarjala se v enem baru, kjer v bistvu že celo otroštvo se dobivamo in je vedno ista banda, tudi Peti Kader. Ekipa, ki ni samo snemalec pa režiser, ampak res vsi, ki so set assistants do pomočnikov produkcije in tako in tako. To smo res ekipa, ki se poznamo iz osnovne šole in so mi prav rekli, kje si Mija, ne, in prav te vidimo, da si tle in to je nekaj, kar je neprecenljivo, no, res. Ustvarjala tudi z zelo velikimi imeni, ne vem, Zlatko, MK in tako naprej, ampak vse to so v bistvu moški, ne. Zdaj, ti si prva ženska reperka, ki je izdala svoj solo album in to je res kapo dol, ampak zdaj me res zanima ta background, ki se v ženski zgodi ali pa dogaja, kako se ti počutiš na sceni, a je to pač zdaj varianta feelinga, jaz sem ženska, da je težje, da moraš bolj fajtati, da se moraš bolj dokazovati, tako recimo na nekih drugih področjih ženske povejo, da pač je ta fajt močnejši. Že samo to, da nas je toliko manj, bi rekla, da je definitivno nek povod za to, da je toliko večja kvaliteta. Ker tudi na vse zadnje pri nas v slovenščini imamo glagole, ki se sklanjajo na moški in ženski spol. To je nekaj, kar rabimo obrazložiti. Ker se mi zdi, da ljudje niti podzavestno tega sploh ne zavedamo, ampak naprimer dosti težje je, da cela dvorana, ki je polna fantov, poje, ne samo fantov, no, moja publika je dokaj 50-50 bi rekla, ampak vseeno pač je res pač 50-50 pač, toliko kot je fantov, toliko je tudi punc. In da dvorana lahko v en glas poje glagol, ki je na la, je dosti teže doseči, ne teže doseči, ampak res se te rabi tle dotakniti. Res ga rabiš čutiti. To, da se na dablobi lahko derejo, jaz letela bi visoko, vsi, je zelo drugače, kot če bi jaz pač govorila o nečem, kar nima tega spola in se ne distancira tukaj od nikogar. In se mi zdi, da smo tudi tukaj navajeni dosti bolj peti nekaj, kar je v moškem spolu sklanjano, ker je od nekdaj bilo tako, ker kot si sama rekla, pač smo navajeni, da je tako, ne. In nič narobe s tem, hvala Bogu. Meni se je ful lepo igrati s tem sklanjanjem in z glagoli in naprimer v angleščini. Zakaj je angleščina tudi tako spevna? Je tudi zaradi tega, ker je I do something and you do something. In tukaj sem jaz in ti. Če govoriš v sedanjiku, pa to izgine pri nas. Tako da marsikdaj se navezujem na sedanjik
tudi o zgodbah iz preteklosti ali pa prihodnosti. Ne? Ker jaz bom nekaj počela, jaz sem nekaj počela, jaz nekaj počnem. In to je za vse enako. Nekaj počneš, ko si v sedanjosti. To je en tak zanimiv aspekt tega, kako je, ko pišeš kot ženska ustvarjalka, po moje, tukaj pri nas. Je pa dejstvo to, ne, kar si rekla, da ni tega še bilo, vsaj ne v mojih vodah, in da je to pač nekaj, kar sem manjšina. Poleg tega, da sem že tako manjšina, ker sem LGBT, sem zdaj še prišla, pa sem še tle manjšina. Valjda, super, itak. To je ta lepa stvar tega, ker jaz sem si želela imeti točno to, kar sem zdaj sama. In vedno izhajam iz tega, kaj je tista mala Mija rabila in kaj sem jaz poslušala, ko sem bila v tistih letih, ko se lik dogajalo. Največ, ko sem itak ne nehamo rast, ampak ko se ti začnejo te neki temelji postavljati, takrat sem se pol našla jaz največ v hip-hopu s Tupacom, Biggiem, Lauryn Hill, pa tudi Amy Winehouse pop, Michael Jackson pop. To so vse artisti, ki so me inspirirali, da zdaj delam, kar delam, in sem si želela biti to, kar zdaj delam, da bi lahko tudi jaz to poslušala, no, v slovenščini. A imaš kakšne strahove na tej poti, ker zveniš zelo neustrašno, zveniš zelo postavljena, zveniš zelo točno vem, kaj hočem, imam okoli sebe prave ljudi, imam vizijo, a so še kakšni strahovi tukaj? Mislim, vedno je itak fora, da strah je prisoten, zagotovo. Bolj zagotovo na začetku, ko začneš delati nek tempo, se držiš tega tempa in rečeš, da si neustrašen tudi zaradi tega, ker ne dopustiš, da zunanji vplivi vplivajo na te in na svoje lastno ustvarjanje. Je pa valjda tle strah pred vsakim koncertom je tista tremica, ampak una dobra trema, veš, una trema, ki me žene, da bi še. Uni adrenalin, ne. Ni to una trema, da sem zdaj oh my god, ne, jaz ne morem ustati. Ampak, ne. Strah rabi biti, zato ker hočeš pač biti dober, ne. Če rečeš, da ne ostaja nič, ki ti prije do živega pol ora, mislim, si nesmrten, ne vem. Vsi smo tle, vsi bomo imeli en dan, tisti zadnji dan in vsi rabimo pač ostati toliko skromni sami pri sebi, da se valjda bojiš tega, kaj bo jutri. Ampak to je tisti dober strah, to je tisti strah, ki te motivira, ki si ga vedno želel. Ko rečem v pesmi za nas na albumu, mi je ful lepo, ko rečem, to, kar je zdaj downfall, je včasih bil dober day. Tako da to, kar je zdaj mogoče poden in najnižji dan v mojem tednu, je včasih to, če bi pogledala za nazaj, bi to bil ki sploh delaš to. Ne. In vedno bistvo, da vidiš, da si v procesu, ne glede, da se včasih zdi, da stagniramo ali da nismo nikamo prišli, ne. Dejansko, kot si rekla, če si sposoben pogledati nazaj, pase, ko si bil majhen, kako si gledal na svet, ugotoviš, da si ful napredoval v tem času. Ne. Ja, veš, tudi če se kritika najde, top, mislim, prej sploh ni bilo kritik. Veš, kaj hočem povedati, ne, je si opaden. Ja, tako. In največji vrhunec v bistvu zdaj prihaja 12. maja v Kinu Šiška, to je ta tvoj koncert, v bistvu izjemen že sam zato, ker si unikatsko ker si prva solo rap izvedka, ki je izdala solo album in bo zdaj tudi to naredila kot koncert. Česa se najbolj veseliš na ta večer, ki prihaja 12. maj? O moj bog, veselim se tega, da bo polna dvorana in da bomo vsi znali nov album, ki je nastajal zdaj, odkar Tatija ni, ki sem ga res ustvarjala s celim srcem in celo dušo. Veselim se tega, da bom prvič v moji karieri imela plesalce s sabo na odru. Veselim se tega, da imam lahko tako dolg tudi šov sama zdaj, brez velike količine, ne vem, kakšne zadeve, ki ni muzika. In je res striktno, dolg program, to, da imam vizualije za sabo in da zdaj v bistvu imam sestanke z ekipo tudi o temu, kaj bomo tam delali, kaj se bo od zadaj predvajalo.
Zdaj imam treninge s plesalci in se učim plesati, zato da bom plesala in repala in pela. In najbolj se veselim tega, da pokažem, da bo to tisti moment, ko se bo res, res pokazalo, koliko truda je bilo tle vloženega. Res se veselim tega. In v bistvu Kino Šiška je začetek celotne turneje, ki bo trajala čez celo leto. Naslov turneje je Zavedno se zavedam. Jaz moram povedati osebno, ko sem pogledala že tvoje video spote, ker album je že zunaj, ga lahko že poslušamo. Če si pripravljaš na ta koncert s plesalci in šov bo poln glasbe, se pravi, ne bo treba nekih mašil za zapolniti minutažo, ne? In v bistvu nas čaka v resnici spektakel, ne? Ja, nočem reči spektakel, ker zame spektakel bo, ko bom visela iz stropa, ne? Ko bomo res naredili Ni panike in bom prišla s karabini dol, to je zame spektakel. Ampak ja, to, hvala Maja, no? Ker res ne bi rada rekla iz mojih ust, da je nek worldwide scena, ker ni, ker je Slovenija. Si pa želim dati tukaj 200%, želim si pokazati, kaj res lahko Artic naredi, ker se mi zdi, da je to bilo ful zatirano. Želim si svojo novo generacijo glasbenikov, ki prihajajo tudi usporedno z mano, nam pokazati, vsem pokazati, in ta mlajšim in ta starejšim, kaj se da delati. In da je tukaj bilo tudi marsikdaj kaj narejeno, kjer so ljudje delali samo z razlogom, da si dajejo v žep, medtem ko meni se to zdi za bruhat. In jaz hočem narediti šov, kjer je karta dostopna za vsakega študenta in bo dobil takšen šov, da bo prišel s katarzo ven. Jaz hočem, da katarza obstaja, da se konča koncert in da ti priješ ven, da ljudje sploh vejo, kaj katarzično pomeni. To je notranje očiščenje. Telo in duha, in telesa in duha in vsega, da prideš ven iz dvorane in si doživel od največje euforije do tega, da jaz plešem skupaj s plesalci in nas je 8 na odru in je totalen razfuk, oziroma pardon besedam, da je totalno odpiljeno do tega, da v bistvu je moment, ko pa si čisto objokan in smo sami in je gledališka luč in je čisto osebno, smo razgaljeni in razneženi in res bi rada pokazala, kaj se vse da narediti. Mislim, da je to ta glavna stvar, no. To je tudi ta glaven strah, da izpeljemo vse, kar bomo naredili, kaj smo si zadali in da ljudje vidijo, kaj vse se da narediti na odru. Ker je marsikaj bilo zatirano tudi vsa ta leta. Meni je manjkalo to, da nekdo pride s plesalci na oder. Hip-hoperi smo. Zakaj hip-hoperi tečemo v band? Zakaj se to dogaja? Zakaj ni plesalcev? Premalo so uporabljeni. Pa na Mac Awardsih na Balkanu, kjer sem bila z Baby, s tem, ki si omenila ta komad. Tam so pa naši plesalci. V veliki večini so slovenski plesalci, ki so dol. Tle pa jih ne nucamo, ali kaj? Mislim, to je žalostno. Kot je na začetku povedala, velikokrat moramo sami, kar postaviti sami, zagnati kakšne scene in biti neustrašni in preprosto, če ni, narediš. In je scary, je zelo scary, ker noben pred tabo ni dal tega feelinga, da je to sploh možno, je pa pač potrebno. In biti pionir v nečesu je tudi ena taka lepa čast in veselim se narediti to. Najrajši bi zaključila s tem, ampak te bom še vseeno vprašala vprašanje, ki ga postavim dostim mojim sogovornikom v Fine podcastu, ker se mi zdi pomembno in se mi zdi, da me prav zanima, kako boš ti govorila na to vprašanje. Maja, kaj je tisto, kar si se ti do zdaj naučila v lifeu in skozi vse, kar delaš in skozi vse, kar sporočaš? Kaj je tisto najpomembnejše za človeka? To marsikdaj rečem in bom še dalje govorila, ker se mi zdi res najbolj pomembna vrlina človeka. In to je to, da dobiš toliko nazaj, kolikor tudi daješ. In če ljubiš, boš ljubljen. In obstaja prostor na tem svetu, ki je namenjen za vsakega. Ne glede na kdo si, s kje prihajaš, kakšen si. Mislim, meni je ful naredilo to, da sem bila vedno malo izobčenka in zaradi stila, in zaradi načina, in zaradi bodisi spolne usmerjenosti. Rada bi dala ljudem svojo glasbo, bi jim ponudila ta prostor, kjer se lahko zatečejo, kjer se lahko ljubijo, kjer se imajo lahko radi sami sebe. In rada bi povedala to, da če imaš rad sam sebe, in se ne oziraš na neke opaske ali karkoli takega,
potem boš srečen, ker vedno se sreča od znotraj prikaže tudi navzven. No? In če ponudiš drugim neko zavetje, bodo drugi tudi tebi. Tako da dobiš, če daš. Hvala, dragi fajnci, s tem zaključujemo današnji fun podcast. Pojdite danes v dan, ravno z tem sporočilom. Poglej pa se, kaj imaš in kaj lahko daš in se pripravi, da se ti vrne v obilju dobrih stvari, seveda. Tako je. Masaja, hvala ti, da si bila z mano. Se veselim res tega spektakla, ki ga ti nočeš priznati, da je spektakl, več še tvoje naštevanje, kaj vse bo in s takšnim passionom, s takšnim pasjo, s takšnimi pripravami se ti lotevaš tega. Mislim, da je to nekaj, kar definitivno morajo ljudje videti, tako da se vidimo potem v Kinu Šiške 12. maja ali pa na katerikoli drugi predstavi, če vam ne bo uspelo, sledite Masaji. Vse, hvala ti za danes. Najlepša hvala za to priliko, za ta lep klepet. Ciao. Ciao. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.